vi se lotevate tudi kakšnih večernih koncertov z istim namenom. Kako vam gre pri tem? Hvala lepa, ja, tudi jaz bi vse lepo pozdravil tule v Kranjski Gori. Bi rekel, sreča spremlja hrabre, ne? In teh hrabrih v Kranjski Gori je res veliko, številni turistični delavci, številni športni delavci, se dnevno trudimo, da je našim gostom, obiskovalcem, pa tudi sobivanje z lokalnim prebivalstvom čim lažje, čim znošnejše, čim prijetnejše. Tako da seveda tudi če se navežem na vprašanje, prireditve v destinaciji so izrednega pomena. Praktično organiziramo smo udeleženi v preko 100 prireditvenih dni letno. Prireditve odražajo tudi nek živahnost destinacije. Večinoma so vse zelo dobro obiskane, sprejete, torej naši obiskovalci si tega živahnega vzdušja očitno res dobro želijo. So izvozni artikel, nedvomno prireditve svetovnega značaja najdlje popeljajo ime Kranjske Gore v svet, obenem pa seveda tudi zabavajo naše obiskovalce in poskrbijo za dobro počutje, kar pa je nenazadnje najbolj pomembno. Pa da narediva malo reklame, tudi letos imate kaj v planu za Valentinovo? Ja, seveda Valentinovo sam po sebi je nek praznik romantikov. Če pogledamo ven, naravno preveč obširno razlagati, res je destinacija romantična in skupaj z številnimi gostinci, turističnimi delavci smo oblikovali romantični Valentinov paket. Povabili organiziramo tudi koncert Jana Plestenjaka zvečer v dvorani Vitrans prav na soboto 14. februarja. Isti dan je tudi pusta sobota, torej ta dan bo še posebej živahno in pa začetek zimskih šolskih počitnic zahodne regije. Tako da eden izmed seveda... Kaj si želite? Pa greva pogledati morda še iz zimske na poletno sezono, vedno bolj pomembna je že prej županja to omenila. Morda veš, odkot prihaja večina obiskovalcev poleti, pa večina obiskovalcev po zimi, če lahko leto razdelimo na ti dve obdobji? No, struktura je zelo različna. Doba bivanja je po zimi precej daljša kot poleti. Poleti nas obiskujejo gosti iz preko 120 držav sveta. Po zimi je to nekje na 20-30 držav sveta. Poleti večinoma Zahodna Evropa, overseas, skratka preko 120 držav, dočim po zimi smo pa bolj poznani v alpskih deželah in pa v deželah bivše skupne države, tam največ obiskovalcev, beležimo pa močen dvig obiskovalcev tudi iz višegrajskih trgov. Moram reči, da tudi narava nas je dobro obdarila, smučarsko sezono smo začeli konec novembra, sočasno z adventnim časom in pa dogajanjem. In zdaj december, januar, lahko se pohvalim, pa obisk dober oziroma boljši kot v pretekli sezoni. Trend je pozitiven približno 15%. In verjetno tudi da lahko dava kakšno željo na seznam ministra, recimo kakšen direkten let iz Zahodne Evrope. Še dodaten, ne? Ne bi želel biti toliko predrzan, ampak lahko pa se navežem na napoved morda za naslednji mandat, upamo. Skratka, produkt, kot je alpsko smučanje, je za destinacijo izrednega pomena. Skupaj s prireditvami svetovnih pokali tudi izjemen izvozni artikel, nedvomno tudi zaradi tega večji obisk v poletnih mesecih, ko mogoče so počitnice malo daljše obdobje, trajajo, tako da bi si nedvomno želeli tudi malo boljših, mogoče športnih uspehov naših športnikov, ambasadorjev v prihodnje. To generira potem močno tudi povečuje seveda zanimanje za ta glavni naš turistični produkt, kot je alpsko smučanje. Ok, Luka, hvala lepa. Last but not least,